Ko smo nazadnje govorili o telefonih, sem v roki držal točen tega. Gre za najnovejši Huawei telefon, imenovan Nova 9. Takrat sem se dotaknil njegovih zmogljivosti, njegovih tehničnih karakteristik. Danes se dotaknemo pa vsega tistega, kar ta telefon tudi zna, predvsem povezano z aplikacijami. Kam iti, da jih dobimo, kako jih najti, kako jih instalirati in potem tudi normalno s tem modelom sobivati in živeti. Od telefonov veliko zahtevamo. Dotaknil se bom pa seveda tudi vprašanja povezanega z Googlom pa aplikacijami, ki so vezane na tisto stran. Ok, dajmo začeti. In zdaj ta prva stvar, ki jo bom naredil, iz desnega žepa potegnem svojega Mate 40 Pro. A veš zakaj? Rad bi najprej skopiral vse podatke, ki jih imam tukaj, sem. Vse, kar pa za to potrebuješ, je aplikacija Phone Clone, simple kot pasel. Poglej, zadeva je zelo preprosta, na obeh telefonih zalaufaš Phone Clone in potem moraš seveda določiti, kateri telefon je ta star, kateri pa ta nov. Se pravi, Nova 9 je nova naprava, dovoli, to je pa stara naprava, dovoli, vse dovolim, ker drugače se veš, ne moraš nič skopirati. In zdaj moraš najprej na novem telefonu zbrati vrsto stare naprave, a gre za nek drug sistem Android ali je pa Huawei. No, zdaj mi je pa ta nov telefon ponudil tole QR kodo, ki jo jaz s starim preprosto poskeniram. Poglej, simple stvar. Tako hitro. Vzpostavljanje povezave, počakam, da se telefona pokonektata. In zdaj seveda na ta starem telefonu zberem vse, kar želim prekopirati v ta novega, ali so to aplikacije, stiki, galerija in tako naprej. In ko sem to zbral, stisnem naprej, prenesi. Pazi zdaj, in zadeva že dirka iz ta starega na ta nov telefon. Tukaj vidiš, koliko časa bo trajalo, da so se skupaj prenese, pa tudi kakšna hitrost prenosa je. Ok, podatki prekopirani, kar pomeni, da tega modela jaz lahko odložim. Zdaj pa, kam najprej iskati aplikacije? Jaz ti priporočam Huawei App Gallery. Mimogrede, tukaj se že vidi kopica aplikacij, ki sem jih dobil iz Mate, recimo Netflix, pa VivaCat, s katerim ustvarjam. Ok, zdaj pa na App Gallery, velika rdeča ikona. Fajn mi je, da je tukaj že kar sam predlagal Viber. Jaz brez Vibera preprosto ne morem, ker vsak dan prek njega komuniciram. In ker je tukaj, ga bom zdaj kar takoj namestil. Ne sprašuj me več, prenesi zdaj. Pa gremo vmes pogledati še na kakšno drugo zadevo, recimo zelo pogosto uporabljam tudi Booking. Evo ga, namesti. Pa dajmo se še malo sprehoditi, poiskal bom, če je tukaj med priljubljenimi tudi speed test. Evo ga, je. Tega pogosto uporabljam, če se nekje na novo povežem na Wi-Fi in bi rad izvedel hitrost interneta. Pa dobro, za mene, ki razmeroma veliko, čeprav ne zdaj v teh časih potujem, nujno tudi Lufthansa. Mimogrede, število aplikacij na App Galleryju raste dnevno. Zdaj bom recimo snel tudi NLB Click-in, pa NLB Click Pro, vem, da ima aplikacijo bančno tudi Nova KBM, kupenih slovenskih appov je tukaj gor najdete. V glavnem, ogromno enih appov. Ok, in zdaj sem jaz to na telefon spravil, zdaj pa imamo pa naprej. Naslednja reč oziroma naslednji iskalnik, ki ga prav tako lahko uporabiš oziroma izkoristiš, se imenuje pa, nikoli ne vem, kako se prav reče, Petal Search ali pa Petal Search. V vsakem primeru ga boš najdel v App Galleryju in tudi s tem iskalnikom si lahko pomagaš pri iskanju aplikacij. Dajmo recimo najti, kaj pa je svet? Instagram, ta je recimo dosti pomemben zadnje čase. Lej, takole zgleda. Pri Petal Searchu imam recimo integrirano to iskalno vrstico že tukaj na osnovnem zaslonu, ampak da boš videl, kako zgleda ikona. Takole, dajmo poiskati, česa še nimam. WhatsApp. Opa. WhatsApp, kje pa si? Lega. Najdeš, sprejmeš, preneseš. Zelo simpel. Odpri. Seveda, ker TikTok mi je pa že z Mate prenesel sem. Pa mimogrede, prenesel si bom še Spotify, zato ker zelo veliko poslušam podcaste in tukaj pridem do Joe Rogana, recimo. V redu, prenesi. Ok, porihtali smo App Gallery, pa Petal Search, za katerega se bomo že naučili, kako se reče. Zdaj pa na vrsti ta tretja reč, za katero verjamem, da morda celo nisi slišal, ker je tudi to zame ena taka relativna novost. Imenuje se pa, pazi zdaj, G-Space. Dobra beseda, taka malo vesoljska, pa malo spominja tudi na Google, vključno z barvami, ki jih tale aplikacija ima in to z razlogom. A veš zakaj? To je nekakšno virtualno namizje, prek katerega ti lahko priješ do vseh tistih aplikacij, za katere si do zdaj mislil, da je to praktično nemogoče ali pa mogoče preveč zapleten. Lej, G-Space zgleda pa takole. To se pravi, pičiš v App Gallery, napišeš G-Space, evo ga, poglej na vrhu. To je točno tale zadeva, pogled, tako zgleda ikona, pritisneš namesti, tole je bilo pa hiter. Veš, G-Space je, dajmo temu reči, neke vrste bližnjica do Play Storea. Odpri, start, dovoli, continue,
Evo, zdaj se bo postavil, tudi to se zgodi zelo, zelo hitro. Evo, in takole izgleda tole namizje G-Space aplikacije, kjer lahko najdeš marsikaj, predvsem tiste stvari, za katere vas je najbolj skrbel. Google Photos, Drive, Facebook, Gmail, YouTube, pa dajmo se recimo upisati v YouTube. Prijava. Zdaj sem kamermana tja poslal, ker nočem, da mi gledaš geslo pa tako naprej. Namreč upisal se bom v svoj YouTube account, ki ga uporabljam za Komotar minuto. To se pravi afna@gmail.com. V redu, naprej, vnesem geslo. Enač, zdaj pa lahko priješ nazaj. Pridi. Tukaj spodaj je zabluran moj Gmail, ki ga uporabljam za Komotar minuto. Geslo sem vtipkal, ti valjda vidiš sam pikce. Logično, naprej, sprejmem. Potem pa inštaliraš YouTube, enač, pa odpreš YouTube in to je to. Jaz sem v svojem Komotar minuta YouTube kanalu. Evo vidiš, to so vsi moji videi, vlogi, kviki in tako naprej. In s tem G-Spaceom rešiš marsikaj. Vidiš, tudi tukaj bi lahko snel dol Instagram, Gmail, Google Maps, Drive, Facebook, WhatsApp, Messenger, vse tiste stvari, ki so za marsikoga nujno potrebne in jih želi imeti. S tem G-Spaceom, ki sem ti ga ravnokar pokazal, smo marsikaj rešili, ne? To je dobra novica in moram reči, da sem prav vesel, da sem lahko to z vami delil. A imamo zdaj še kakšno vprašanje? Tudi YouTube Kids lahko zrihtamo, amben problem, ker je seveda zelo pomemben za ta-male. Da ne govorim o vseh ostalih popularnih igricah, ki so za ta-male zelo pomembne, pa konec koncev, no, sej, a veš, tudi jaz zdaj, ki inštaliram, ne, kakšne Angry Birds igram takrat, ko imam malo preveč časa. Ok, stari, zdaj pa tako. Jaz sem ti povedal vse, kar jaz vem in vse, kar jaz znam in vse te rešitve, ki jih uporabljam jaz v povezavi s Huawei telefoni. Verjamem, da jih boš povzel in izkoristil tudi ti in to je to, kar ti imam zapovedati. Če imaš kakšno vprašanje, prosim lepo, oglasi se v komentarjih ali mi pa piš, bomo probali družno s skupnimi močmi jaz in folk s Huawei odgovoriti in ti pomagati. That's it. Lepo se imej. Ajde, čau.